Dober večer. Hvala, da ste nocoj tudi z nami. V resnici se danes odvija zadnji pogovor sezone Dežela pridnih. To je tudi, bom vzela si 1 minuto časa, moja prva sezona nekako teh pogovorov. Nameni so bili zelo zanimivi. Ukvarjali smo se na začetku septembra, ko smo nekako začrtovali s tem, da bomo povezali ljubezen, ki je bila glavna tema sezone Mladinskega gledališča, z javnimi prostori, javnimi politikami, vsem tem, kar na nek način bi moglo biti naše v demokratični družbi. Potem se je pa zgodil oktober, 7. oktober, potem so se začele izraelske politike uničevanja Gaze, stopnjevanja nasilja na Zahodnem bregu in že prvi pogovor na nek način se je zdelo nujno, da nekako se odzove tudi na to. Zdaj smo v bistvu celo sezono kasneje. Nažalost se situacija v Gazi ne spreminja, ampak zaostruje, postaja še hujša. Še več ljudi je razseljenih večkratno, vse več je lakote oziroma lačnih. Vmes pa se je zgodila tudi zelo pomembna stvar, to je zasedba Fakultete za družbene vede, ki je na nek način obudila tudi samo idejo študentskega gibanja, vračanja javne univerze študentom in predvsem tudi okrepila, se zdi na nek način po protestih, ki so bili predvsem fokusirani na okoljsko in podnebno krizo, nazaj v bistvu fokus oziroma dala glas mladim, tudi ko pride do oblikovanja javnih politik. In mislim, da kljub temu, da se na nek način tematika Palestine ne dotika našega javnega šolstva, ne dotika našega javnega zdravstva, pa vendarle v bistvu odpira nek pogled na to, kaj se zgodi, če je javno zdravstvo popolnoma uničeno, če so javne šole zbombardirane, če ni več pravzaprav javnega prostora, če ni več doma. Hkrati slišimo zelo veliko v bistvu glasov tudi, ki opozarjajo, da je to, kar se dogaja in odzivi naših vlad na genocid v Gazi, pokazali pravzaprav tudi to, da naši politiki znotraj demokratične družbe ne odgovarjajo demokratično ljudem, glasovom, ki prihajajo iz javnosti, ampak da so pravzaprav oblikovalci politik vse nekje drugje, neki drugi interesi oziroma neki drugi centri moči. Tako da jaz sem zelo vesela, da lahko nocoj ta zadnji pogovor zaključimo z 2 sogovornikoma, Milo, študentko politologije z Fakultete za družbene vede, ki je bila tudi del zasedbe Fakultete za družbene vede, ko so v bistvu zahtevali in odprli vprašanje tudi javnih inštitucij in njihovega sodelovanja oziroma podpore pri izraelskih politikah uničevanja Gaze oziroma okupiranih ozemelj palestinskih, prilaščanja vse več naravnih virov. In na moji levi profesor dr. Gorazd Kovačič z Filozofske fakultete, profesor sociologije, ves čas tudi na nek način pomemben glas pri oblikovanju idej, zahtev o tem, kaj pomeni v bistvu javnost, kaj pomenijo delavske pravice in kaj na nek način pomeni odgovorna politika, ki je v koristi delavk in delavcev, državljank in državljanov oziroma prebivalstva demokratičnih oziroma držav, ki ne bi bile demokracije. Tako da fokus današnjega pogovora bo študentska zasedba, ki pa v resnici na nek način pride v okvir študentskih zasedb, ki jih vidimo po celem svetu, ki so se začele dogajati predvsem v Ameriki, ampak zelo hitro so se razširile potem tudi tako v Evropo, v Avstralijo, kot zdaj tudi v bistvu na Bližnji vzhod. Pa bi mogoče zato, da se vrnemo, mislim, da zdaj že par mesecev nazaj oziroma vsaj nekaj tednov nazaj, več tednov nazaj, vprašala Milo, kako pravzaprav se je začelo. Kaj je bilo tisto, kar je vas, študentke in študente, nagovorilo, da ste se odločili
da ste se odločili za fakulteto za družbene vede, da ste se odločili za dejanje, kot je zasedba, in kako v bistvu danes z nekaj pogleda nazaj ocenjujete to, kar se je zgodilo, kar se je odvilo v relativno kratkem času. Videli smo drugačen odziv, kot recimo v Ameriki, kjer je ogromen policijskega nasilja. Pa se bom tukaj ustavila. Okay. V bistvu smo odločitev, da zasedamo fakulteto za družbene vede, sprejeli že v bistvu nekaj mesecev nazaj. No? Smo se odločili, da po pogovoru, da je potrebno, da se fakulteta za družbene vede kot osrednja družboslovna fakulteta, ena največjih, celo največja, mislim, da v srednji Evropi, opredeli glede tega, ker nas oni ves čas učijo, da je to naša dolžnost, da se opredelimo do sveta, da moramo biti kritični. Se pravi, se nam zdelo, da je tudi njena dolžnost kot institucija in kot institucija, ki ima tudi kadre izobražene prav za to področje, da se tudi ona sama opredeli do genocida in da pove, kaj to je, in da ni še naprej samo nek ideološki aparat države, ki v bistvu širi njeno ideologijo in ne pove svojega mnenja in se ne opredeli sama jasno. In s tem, da se ona opredeli, v bistvu tudi poudari, da to ni samo zgolj humanitaren problem, ampak da je to političen problem. Začeli smo že 16. januarja, kjer smo v avli fakultete organizirali branje palestinske poezije in takrat so mediji zapisali: FDV zapušča družbo neopredeljenih, mi se bomo opredelili, ok, super, čakamo še 2 meseca, zgodilo se ni nič, zato smo pol 20. Marca organizirali okroglo mizo in smo na to okroglo mizo povabili Stephanie Westbrook iz gibanja Boycott, Divest, Sanction. V tem gibanju tudi pozivajo univerze, naj bojkotirajo izraelske univerze. Potem spet nismo dobili odgovora in še vedno se pač ni opredelila fakulteta, zato smo se odločili, da bomo zasedali fakulteto za družbene vede. Predtem pa je bil še vseslovenski shod za Palestino v začetku aprila, kjer smo prvič pozvali tudi univerzo, naj se opredeli. Univerza pa je v bistvu dala ven odziv in v tem zapisala, da je zgrožena nad nečloveškimi dejanji Hamasa in nedoumljivim odgovorom Izraela. In v bistvu že samo ta stavek pokaže, da oni ignorirajo cel zgodovinski kontekst in da je to nek boj v Palestini, ki traja že več kot 75 let in ne samo od 7. oktobra. Zato smo se potem 8. maja odločili, da zasedemo osrednjo predavalnico 1 na fakulteti. Zasedba ne bi trajala samo 1 dan, ampak smo potem na skupščini izglasovali, da bomo tam tudi spali, tako da je na koncu trajala vse skupaj, mislim, da 6 dni. In med samo zasedbo, dokler smo mi hodili noter, je univerza še enkrat dala svoj odziv ven in ga še malo popravila po njihovo, v resnici je bil potem samo še slabši. FDV pa je takrat se prvič opredelil, dokler smo mi hodili noter, s tem, da so v bistvu samo na svojih socialnih omrežjih šerali post od univerze. Ocenjujemo pa univerzo, mislim, zasedbo kot uspešno na ravni fakultete, na ravni univerze pa še vedno nismo zadovoljni in verjamemo, da je lahko veliko boljše, ker vse, kar smo do zdaj dosegali, je to, da so rekli, da na ravni na univerze več ne bodo sklepali sodelovanj z institucijami, ki so povezane z izraelsko, vojaško in orožarsko industrijo, a vseeno ne bodo prekinili trenutnih. Istočasno pa smo dosegli tudi to, da so se poleg FDV-ja opredelile tudi fakulteta za, se pravi filozofska fakulteta, ALO, fakulteta za arhitekturo, AGRFT, zraven pa so se v večini zaposlenih na fakulteti pridružili tudi fakulteta za socialno delo in biotehniška fakulteta. Tako da, ja. In mi pa, še to bi povedala, da želimo, da bi univerza v bistvu se bolj zavedala te svoje moči in pozicije, ki jo ima, še posebej v naši državi, ki je toliko majhna. Mislim, da ljudje še vseeno cenijo, kaj reče univerza in njeni zaposleni tam. Tako da, ja. Hvala. Ok,
Okay. Hvala. Zdaj, Gorazd, omenjeno je že bilo, Filozofska fakulteta je bila pravzaprav ena prvih, ko so dale izjavo podpisano v bistvu strani zaposlenih, ne pa same fakultete. Mislim, da že november, december je bil, napisal je izjavo takrat profesor dr. Rudi Rizman. Hkrati pa se je v bistvu v tem času izkazalo tudi prav to, na kar so študenti opozorili, da v Sloveniji na Univerzi v Ljubljani v bistvu poteka zelo konkretno sodelovanje Fakultete za strojništvo z izraelsko univerzo oziroma z samo industrijo, ki razvija tehnologijo za materiale, ki potem namen samega projekta je, da gre v industrijo in da se uporabi zelo verjetno za namene vojske, izdelave dronov, ki zdaj vidimo v bistvu, da tudi se uporablja kot orožje, ki strelja in cilja na Palestinke in Palestince. In tukaj v resnici nismo dobili nekega odziva oziroma Fakulteta za strojništvo se je na nek način umaknila. Filozofska fakulteta je po koncu zasedbe odprla vrata, da sta se tam v bistvu zgodile tako javna tribuna kot javne skupščine. Pa me zanima, kaj pravzaprav, mislim tako, kako gledati na ta odnos, ki se zdi na nek način, da je nek odziv, solidarnost, zavezništvo, ampak hkrati pa je lahko marsikdo tudi kritičen, da se ključne stvari niso spremenile. Res je sicer, da Pedagoška fakulteta ni podpisala nadaljevanja, ki je bilo sicer odobreno že tudi z univerzo oziroma inštitutom Tehnikon v Izraelu, ki je bil del v bistvu nekega konzorcija, tako da to se je prekinilo, končan je bil projekt leta 2023, naj bi se pa letos nadaljeval. Vseeno pa so tukaj v bistvu še določene odprte zahteve študentov, študentstva, študentk, ki pa se zdaj tudi ne zdi, da gredo na počitnice. Marsikdo je rekel, preživeti moramo samo do konca izpitnega obdobja, pa bo, to se je dosti cinično slišalo, predvsem v Ameriki tudi. Tako da me zanima, koliko je tukaj pravzaprav smiselno iskati zaveznike, koliko pa pravzaprav tukaj obstaja nek antagonizem, ki je mogoče tudi marsikdaj produktiven. Skratka, tvoje vprašanje je, koliko je smiselno na univerzi iskati zaveznike z nekimi progresivnimi politikami in stališči. Ja, zdaj tako, ne, univerza je pretežno konzervativno okolje, ne sicer konzervativno v tem smislu, da bi imela, recimo, da ne bi bila odprta do novih znanstvenih spoznanj, to seveda ne, ampak v odnosu do različnih družbenih stališč, predvsem do vprašanj neenakosti. Zakaj je temu tako? Več je razlogov strukturnih. Prvi razlog je ta, da je univerza sama znotraj sebe vedno bila hierarhično okolje. Drugi je verjetno ta, da se je v zadnjih desetletjih, da je univerza kot okolje in kot institucija reagirala na skromno javno financiranje na ta način, da se je usmerila v neko podjetniško logiko. Se pravi, glavna preokupacija večine ljudi je pridobivanje dodatnih razpisnih virov denarja in tu se potem hierarhije med tistimi, ki so cashmakeri in tistimi, ki niso, se samo še dodatno poudarijo. Tako da tisti, ki imajo na koncu oblast na univerzi, so prepričani, da je pravilno, da je pač moralno ustrezno, da je univerza organizirana na tak način, da se te hierarhije znotraj, pač med sloji akademskega osebja, da se jih poudarja in reproducira. In seveda iz tega potem sledi tudi zadržan odnos do različnih drugih zunaj univerzitetnih progresivnih pobud. Mogoče je zanimivo dodatno k temu pogledati tudi to, kaj je o akademski kulturi že približno pol stoletja nazaj napisal Pierre Bourdieu v knjigi Homo academicus. V njej je analiziral v bistvu to, kako so se po različnih skupinah disciplin razpostavili različni diskurzi
in tudi razredno poreklo akademikov, se pravi poreklo, iz katerih se ljudje v teh vedah rekrutirajo. Zdaj knjiga je napisana v nekoliko zahtevnem žargonu Bourdieujem, kdor ima bralno kondicijo ali pa vsaj majčkeno pozna Bourdieuja, mu zelo toplo priporočam, da to prebere, prevedena je tudi v slovenščino. No, in tam je on takrat ugotovil približno tole, se pravi, to je bila situacija v času okrog leta 68. Imate skupine ved, kjer so ljudje bolj progresivno razmišljajoči, hkrati so pa tudi akademiki v teh vedah bolj rekrutirani iz srednjega, tu pa tam celo iz delavskega razreda. In na drugi strani imate vede, kjer se reproducira družbena konzervativnost, hkrati so pa akademiki v teh vedah rekrutirani iz starih meščanskih družin, posebej znotraj poklica. In v tem konzervativnem taboru je on recimo prepoznal izrazito medicino, pravo, tudi umetnost, pa tudi del humanistike, predvsem tisti, kjer gre za neko reprodukcijo meščanske kulture, ki nima neke neposredne uporabnosti. Kot bolj progresivno je pa prepoznal recimo družboslovje, v smislu na primer sociologije, tudi čisto naravoslovje, tam, kjer se ljudje ukvarjajo pač z neko teorijo in morajo biti odprtih glav za nove načine razmišljanja. Zdaj, tehnika je pa nekje bolj vmes ali pa bolj na strani konzervativnega načina razmišljanja in hkrati tudi neke razredne reprodukcije. Zdaj, zakaj je to pomembno? Zato, ker je ta povezava med spontano ideologijo akademikov, kar se tiče družbenih vprašanj, in med načinom njihovega razrednega rekrutiranja nekaj, kar je še vedno relevantno in kar še vedno učinkuje in se je do neke mere pač pokazalo tudi tule, ko je en del študentov pač se preprosto postavil na stališče, da genocid v Gazi predstavlja za kolektivni zahod, katerega del je Slovenija, tako hudo moralno krizo, da se mora pač tudi univerza do tega opredeliti, če že hoče igrati vlogo neke recimo moralne ali pa tudi avtoritete znanja nazadnje. In že znotraj filofaksa smo imeli kar težko debato, ne vem, če je bila to že oktobrska seja senata, se pravi konec oktobra, ko je bilo že jasno, da je izraelski odziv na 7. oktober brutalno nesorazmeren. In tam se je pokazalo, da del humanističnih ved, predvsem tisti, kjer gre za reprodukcijo meščanske kulture in kjer profesori pač nosijo priimke, ki jih najdemo že v prejšnjih generacijah pomembnih ljudi iz te meščanske kulture, tam je bil kar oster odpor do tega, da bi se fakulteta kot taka opredelila. In zato je dekanja, ki je pa jezikoslovka, našla nek obvod, in sicer je posvojila peticijo, ki jo je napisal Rudi Rizman in jo razposlala brez sklepa senata kot povabilo vsem zaposlenim in potem smo to množično podpisovali. Ona je šla pa nastopati v javnost, pred kamere in tako naprej kot dekanja filozofske fakultete, čeprav i senat v bistvu tega ni verificiral. Ampak nastal je vtis, da je filozofska fakulteta kot kolektiv se opredelila in je na pravi strani zgodovine. Na številnih drugih fakultetah pa meni ni znano, da bi se take pobude zgodile. Če so se zgodile, so pa naletele na še precej širši odpor konzervativcev in med mogoče najbolj konzervativnimi je pa ravno strojna fakulteta, ki je hkrati tudi najbolj podjetniško usmerjena. Na FDV-ju je del študentov, kot ste lepo Mila povedali, že v januarju začel aktivnosti, s katerimi je hotel doseči, da bi se fakulteta kot taka opredelila, ampak v vodstvu so bili glede tega razdvojeni, vse dokler se jim ni zgodila zasedba.
In potem je en del vodstva, drugemu delu vodstva fakultete cel vikend lomil roke in so jih potem le prepričali, da je pametno podpisati neko izjavo, stopiti na stran študentov, čeprav nekaterim to ne bo všeč na fakulteti, še bolj na univerzi, ampak so ocenili, da je to veliko boljše, kot da študentska zasedba traja in se mogoče celo stopnjuje in radikalizira. Potem se je odzvalo še par fakultet, ki veljajo za dosti progresivne, recimo obe akademiji, ne pa recimo glasbena akademija, tam je scena veliko bolj klerikalna. Arhitekti so tudi kreativci, fakulteta za socialno delo je vedno bila žarišče aktivističnih idej. Za moje pojme pa zanimivo, da se je tudi biotehniška fakulteta, da je pristopila v bistvu k temu gibanju. Vodstvo univerze pa ne, zato ker tam so pač, bom rekel, ljudje, ki so naredili uspešne akademske kariere, imajo tudi verjetno ambicije na naslednjih rektorskih volitvah čez 1 leto in se pač preprosto niso hoteli zameriti večini zaposlenih oziroma večini akademikov na univerzi in ta večina je pa pač v najboljšem primeru apolitična ali pa celo si misli, da si pač prebivalci Gaze zaslužijo povračilne ukrepe zaradi Hamasovega terorističnega napada. Tako da tole je situacija na Univerzi v Ljubljani, na ostalih 2 manjših univerzah je pa ta situacija še toliko bolj radikalizirana. Tako da pričakovati od akademskega okolja, da bo kar množično progresivno naravnano in da bo ne vem kako navdušeno podprlo neke aktivistične akcije, je pač žal neutemeljeno. Jaz sem bil na tisti javni tribuni na FDV, mislim, da je bilo to 6. dan ali kako, ko se je končno prikazal rektor, pa bi se lahko že prej, in njemu je bilo tam silno nelagodno, ko so ga študentje silili, tudi malo na grob način, je treba priznati, naj se vendarle opredeli do nečesa takega, kot je genocid in potem je pač mukoma izdavil, ja, da obsoja vse kršitve človekovih pravic in tako naprej. Ni mu pa prišlo na misel, da pravzaprav kot prvo ena skupina študentov, takih družbeno najbolj aktivnih, pričakuje od univerze, da bo uveljavila svojo potencialno pozicijo moralne avtoritete in v neki hudi krizi povedala, kar je prav, in drugič ni mu prišlo na misel, da bi prišel že praktično 1. ali pa 2. dan na FDV, bi nagovoril študente, bi jih podprl, bi jim dal prav, bi predlagal mogoče neko ožjo delovno skupino, ki bi pripravila neko skupno izjavo. Skratka, rektor bi lahko z neko pametno, bom rekel, PR taktiko razelektril situacijo na FDV. Namesto tega ga je bilo pa tam treba tako rekoč prisiliti, da je komaj izdavil neko izjavo obsodbe. Ampak to, kar se je pokazalo, je pač to, da je bil tu trk 2 svetov, 2 kultur, manjši del progresivnih študentov versus konzervativno vodstvo univerze, ampak tu ne gre samo za to, kakšna oseba je pač ta, ki je trenutno rektor. On je v bistvu kar dober pokazatelj splošne klime ali pa povprečne klime v akademskih krogih. Mila, je vas presenetilo, v bistvu konec koncev se je potem tudi nadaljeval odziv univerze, sprejeli so določene sklepe, zahteve v bistvu so šle tudi v smer pravzaprav vzpostavitve sodelovanja oziroma možnosti palestinskih študentov, sploh potem, ko so tudi profesorji, akademiki v Gazi začeli opozarjati v bistvu na to, čemu rečejo skolasticid, kar jaz mislim, da je šolstvocid. Ste pričakovali drugačne odzive, ste pričakovali bolj demokratično okolje, v katerem študirate, ali ste se zavedali na nek način okolja, ki ga je zdaj opisal tudi Gorazd,
In glede na to, da ne, genocid še vedno traja, kako na nek način, ne vem, tudi kot študentje, razumete svoj boj, razumete naš boj, razumete, kaj pomeni pravzaprav aktivno državljanstvo ali pa svetovljanstvo v taki situaciji, če uporabljam Gorazdove besede, ne, moralne krize Zahoda. Okay. V bistvu presenečeni smo predvsem nad odzivom, kakšen je bil prvo na FDV-ju in na FF-ju. Rekla bi, da širše na splošno na univerzi nismo presenečeni, da je bilo toliko negativno, kot je bilo. Istočasno moramo priznati, da smo bili ogorčeni nad tem prvim odzivom univerze, ker je bil res slab, ker res še enkrat, če gledamo na to, da imamo akademike, ki se ukvarjajo s tem in je to njihova izjava, ki jo proizvedejo, se vprašaš, v kakšnem okolju sploh študiraš in kakšna je ta univerza, katero obiskuješ. Ta njihov tretji odziv, recimo, da je že malo boljši, ampak še vedno sploh teh nekih najbolj osnovnih stvari, ki jih zahtevamo, ne povejo, ne opredelijo se do tega. Se pravi, da je to genocid. Mislim, da je že vsem jasno, da je to genocid in to je nekaj, do česar bi se morali takoj opredeliti. In skozi govorijo spet, mi smo nemočni, ne moramo prekiniti tega sodelovanja. Lahko, v tujini so to naredili in je bilo izvedljivo. To v bistvu da neko podporo Palestini, tudi če se zdi, da je zelo minimalna. Še vseeno je to univerza, ki vpliva naprej gor po politični hierarhiji. Tudi mi smo bili, v bistvu nas je bilo 150 študentov, pa smo še vseeno nekaj naredili. Ne? Se pravi, imamo to neko moč in se zavedamo tega, da več kot nas je, več moči imamo. In mi bi sodelovali z univerzo, v bistvu tako, kot je rekel že Gorazd, da ja, če bi on prvi dan prišel, verjetno bi se to zelo drugače odvilo, ne? In bi bilo boljš za vse. In za splošno sliko, kako izgleda univerza danes in za nas študente, ki smo tam bili in se borili za to, verjetno bi bili vsi bolj zadovoljni kot zdaj, ker še vedno gledamo neke medle odzive, naprimer, da so zapisali v tem najnovejšem, da je uničevanje izobraževalne infrastrukture nesprejemljivo, a ne pove, da to dela Izrael. Se pravi, še vedno ne obsodijo Izraela in tega, kaj on dela tam. Tako da upam na boljše odzive v prihodnje. Ko ste v bistvu začeli samo zasedbo, ob tem, da ste videli, kakšni odzivi so recimo tudi v tujini, je bil to strah? V bistvu, kaj je za vas pravzaprav pomenil potem tudi, mislim tako, kako pa danes, ne, zasedba se ne nadaljuje, zadovoljni niste z odzivi univerze, videli smo sicer, da so dali neko pobudo za ustanovitev sklada za palestinske študente, ampak se niso nič zares zavezali, tako kot sama praviš. Hkrati ste pa v bistvu, se zdi, mladi ali pa mlajša generacija, študentska generacija, razvili neko občutljivost, ki smo jo verjetno cela družba, no, ampak vi zelo hitro o tem, kako pravzaprav, ne vem, poročanje medijev ali pa izjave, odzivi oblasti niso vedno dobronamerni. Ne. Tako se mi zdi včasih delavstvo vsakič znova presenečeno, ko se izigra, ko se obrne njihove besede, ko se obrne situacijo. Tukaj pa je pravzaprav sploh v Ameriki recimo zelo hitro prišlo zelo jasno do izraza to, da mediji, politiki pravzaprav ne opisujejo tistega, kar se dejansko dogaja recimo na univerzah. Tako da me zanima, kako je ta izkušnja na nek način vplivala tudi na vas, na vaše razumevanje družbe, institucij moči, avtoritete, javnih konec koncev univerz. Zdi se, da tako zelo hitro ste izgubili neko nedolžnost ali pa naivnost, ki se zdi, da jo včasih imamo, ampak mogoče je to samo zelo, ne vem, podcenjujoče tudi do vas. V bistvu mi smo bili pripravljeni na vse scenarije, smo tudi bili tako, mogoče pride policija, se bomo pripravili in res so v bistvu prišli, ne? Ker nas je pa pol presenetilo, koliko jih je bilo veliko. Pred fakulteto je bilo ogromno policije, preden smo šli noter. Varnostnikov je bilo več kot ponavadi. Ponavadi se na FDV-ju čez dan max 2 varnostnika, tisti dan je bilo pred glavnim vhodom, mislim, da 8 varnostnikov, preden smo šli noter.
Tako da smo se ustrašili in smo bili tako malo, a res, pri nas se tudi to zgodi, ne? Ampak ne vem, pa smo se odločili, da nadaljujemo. Od medijev pa iskreno je res drugačna ta slika, ne, ki jo predstavijo v medijih versus to, kaj se zgodi. Že ko pridejo novinarji na fakulteto, ko so prišli na zasedbo, se spomnim, ko mi je ena novinarka rekla, vi imate pa toliko radi vaš faks, da ste se odločili, ker da boste spali tukaj. Jaz mislim, da je ta zasedba in da bi mogli biti že jasno obratno od tega, ne. Mi ne maramo našega faksa, ne maramo te institucije, ker nas je razočarala in zahtevamo od nje, da sprejme neko odločitev, da se opredeli do genocida, v bistvu samo to. In ja, tako da v bistvu smo razočarani, no, nad institucijo in nad mediji. Pa so v bistvu načrti tudi zdaj za naprej, mislim tako, ali je ta na nek način ciničen odziv, ok, počakamo do poletja, potem grejo pa študenti tako ali tako na počitnice, bil pravilna napoved prihodnosti. Mislim tako, kako vidiš tudi, da se, ne, danes je bil protest za Palestino tudi v Ljubljani, ljudi ni bilo toliko veliko, kot jih je bilo mogoče na kakšnih prejšnjih shodih. Dejstvo je, da praktično Gazo moraš zelo poiskati med novicami danes. Tako da se umika tudi kljub v bistvu stopnjujočim se zahtevam meddržavnega sodišča in jasnim v bistvu indikacijam, da gre za genocid, ki ga prepoznava tudi meddržavno sodišče oziroma sodišče Združenih narodov. O tem praktično, ne, slišimo vse manj in manj. Tako da, kakšno je vzdušje pravzaprav med študenti? Jaz ne bi rekla, da med študenti to popušča, sploh ne. Jaz mislim, da ja, zdaj je izpitno, so počitnice, ampak da se bomo vrnili in da definitivno nismo še zaključili s tem. Tako da ja, še se bomo videli, če se bo tako nadaljevalo, no. Pa mogoče še, zdaj v Ameriki je ravno to nasilje nad študenti sprožilo v bistvu tudi odločitev samih univerzitetnih delavcev, da so se odločili za solidarnostno stavko. V Sloveniji ravno do te zaostritve ni prišlo, hkrati smo pa videli nekaj, kar sicer tudi ni, ne, unikatno ali kakorkoli, ampak jasne znake tudi, da Slovenija pravzaprav sodeluje pri nekem tranzitu orožja čez naše ozemlje. Strani delavcev, ne, smo slišali zelo malo, marsikdo pa vidi oziroma se spominja na študentsko gibanje, potem solidarnost z delavskim gibanjem, da tukaj je potencial v bistvu za neke večje družbene spremembe. Ne, ponovno tudi pri Gazi se zelo veliko predaja na mlajše generacije, tako kot se je prej pri okoljski krizi, ko so tudi pravzaprav mladi bili tisti, ki so nekako ponesli, ne, nas. Pa me zanima, mislim, koliko je tukaj v bistvu možnosti nekega sovpadanja, nekega navdiha za tudi druga progresivna gibanja, a sploh še obstaja taka organiziranost, da bi izkoristila demokratične strukture, ki mogoče so malo zarjavele, ampak uradno jih še vedno imamo, da vplivamo na politike. Ja, zdaj se mi postavlja več vprašanj. Mogoče najprej to, no, da rečem kakšno besedo o policijskem nasilju. Torej pri nas velja neko nenapisano pravilo, da represivni organi nimajo vstopa na univerzo. Zdaj razen, če bi ne vem kaj, ne, bilo treba pač ujeti morilca ali kaj podobnega. In če bi pri nas vodstvo kakšne fakultete zares poklicalo policiste in mogoče, če bi tudi vlada dala sugestijo, da je treba brutalno obračunati s propalestinskimi protestniki in bi se to zgodilo v prostorih univerze, potem bi se tudi en širši krog zaposlenih na univerzi zbudil in se temu uprl. Ne. Ker pa je policija ostala zunaj in ker je na koncu ta zasedba se vendarle zaključila tako, da je prišlo do nekega dialoga med vodstvom in študenti in do nekih izjav, ne,
pa vse kaže, da je večina zaposlenih tudi na FDV in FF. Tole je mala pravzaprav kot nekaj, kar se tiče študentov samih, za kar so se študenti odločili, za kar pač morajo študenti opraviti. Skratka, zaposlenim se zdelo, da se njih to ne tiče in to se je kazalo v tem, da kaj dosti profesorjev in ostalih ni prišlo podpreti študentov na zasedbo ali pa na javno tribuno na FF. Jaz sem bil na tisti javni tribuni na FF, pa sva s kolegico naštela mogoče enih 15 ali pa nekaj več zaposlenih. Pri čemer ima naša fakulteta vse skupaj tam, ne vem, okrog 700 zaposlenih. Tako da nekega množičnega odziva strani zaposlenih ni bilo, pa bi se recimo že od pedagogov to spodobilo, ne, da preprosto vsaj s svojo prisotnostjo podprejo študente in jim dajo vedeti, da so naredili pravo stvar. Ne. Enostavno je bila neka brezbrižnost, češ tole se nas ne tiče. Ne. Druga stvar je pa, koliko vidim prostora za, ne vem, različna gibanja in tako naprej, pa se jaz mislim, da gre konec koncev vedno za eno in isto aktivistično mrežo, ki vključuje ljudi različnih generacij, aktivira se pa ob različnih temah. Enkrat je to, ne vem, okoljska kriza, drugič je Palestina, tretjič je avtoritarna vlada, četrtič je RTV, ne, jutri bo kaj petega. To so pravzaprav, to je neka mreža ljudi, ki si tudi lahko nadenejo različne brende, različne identitete, ampak v bistvu ta mreža drži po konci tisto, o čemur se reče, ne vem, civilna družba, kritična javnost in tako naprej. In to je pač v Sloveniji par sto ljudi. Ne. Takrat, ko se ta mreža loti nasprotnika, ki je intriganten, tudi za širšo populacijo, takrat lahko na proteste pritegne še več tisoč, včasih celo več 10 tisoč ljudi, ampak to je v glavnem samo takrat, ko je na oblasti, se veste, ne, Gargamel. Če so pa take običajne PR-ovske razmere, ne, se pravi, da imamo neko polikano oblast, ki se malo dobrika, malo koketira z različnimi družbenimi skupinami, ne, tudi malo pokima tej protestniški mreži, potem gre pa pravzaprav za dosti ozke kroge. In v resnici je tako, ne, zdaj sem jaz pokritiziral zaposlene, ne, da so zamočili, da niso prepoznali momenta, ko bi morali pač pokazati, dati neko pedagoško lekcijo mladim ljudem in podpreti tiste, ki, ne, so naredili pravo stvar. Sam pomislimo pa na to, kolikšen delež študentov Univerze v Ljubljani je pa sodeloval na zasedbi. Verjamem, da ni bilo ves čas istih 150 oseb tam noter, ne, da ste malo tudi rotirali, ker imajo ljudje pač različne obveznosti, ampak vse skupaj mogoče nekaj 100 od nekaj 10 tisoč študentov. Tako da tudi znotraj študentske populacije je to pravzaprav neka relativno obrobna subkultura, ki pa je naredila tisto, kar je prav in je tudi znala dobiti ustrezno publiciteto, zato da je pred širšo javnostjo povedala to, kar je treba povedati. In je nenazadnje tudi dosegla kakšen določen otipljiv rezultat. Naprimer, vprašanje je, a bi vlada priznala oziroma parlament, a bi država priznala Palestino, če ne bi bilo študentske zasedbe na FDV. Ne? Mogoče ne, verjetno ne. Tako da tudi ena majhna organizirana skupina lahko naredi neke premike, ne more pa narediti seveda glomaznih premikov. Ne? Pa recimo tako čist iz vidika civilne družbe ali pa aktivne civilne družbe za pomen demokracije. Ne? Zdaj, v Evropi imeli smo zdajle volitve tudi, ne, evropske in vse. Sploh v Nemčiji vidimo v bistvu zelo oster odziv ne samo na propalestinske protestnike, ampak v resnici kriminalizacijo, označbo za kriminalno združbo tudi okoljskih protestnikov. In zdi se, da ne, ta pasivizacija se dogaja po eni strani na majhnih primerih, ki lahko zastrašijo, ampak hkrati se pa dogaja ravno to, kar si omenil, ne, da pravzaprav množično nas je, če se preštevamo, vse manj.
kako to razumeti, oziroma ne, ker hkrati se pa zdi, ja, ampak vendarle to, kar se zdaj dogaja ob Gazi, ob genocidu tam, kaže tudi na nek način na prebujanje, ali pa saj tako se mogoče želimo videti, ljudi, kjer se ni pričakovali, da bomo slišali te glasove, ali pa iz krajev, okolij, kjer je dolg časa v bistvu bila tišina, ali pa ne, neko slepo sledenje, ne vem, Amerika, ali tam se oblikuje pravzaprav neko drugačno kritična masa, tudi v resnici delavci na Švedskem, Španija, Italija, ne, so poskušali oziroma poskušajo dnevno izraziti neko solidarnost. Je to pomembno videti, ali hkrati s tem ne vidimo nekih širših družbenih procesov, ki so pa pomembni, da razumemo tudi naše družbe in kam gremo, če postaja normalen genocid? Mislim, zelo resno se je treba vprašati preprosto tole, ne, kateri deli družbe ali pa recimo katera stališča v družbi danes pritegnejo oziroma lahko sprožijo množično mobilizacijo. Kandidatka SDS na evropskih volitvah Zala Tomašič je dobila približno 200-krat več preferenčnih glasov, kot je bilo udeležencev zasedbe na FDV. Ne? Kar pomeni, da tisti del, desničarski, ksenofobni del družbe, ima še bistveno mogočnejšo mobilizacijsko mrežo. Ne? To so pač dejstva. Ne moramo zdaj govoriti o tem, da ta dogodek na FDV, ne vem, reprezentira ali pa da je indikativen za celotno družbo oziroma predpostavljati, da vsi ostali, ne, ki se niso pridružili, so pa preprosto popolnoma apolitični in pasivni. Jaz mislim, da ljudje so tudi precej množično politični, ampak žal v nekih drugih taborih. Ne. Zadnje tako res množično načelno gibanje v Sloveniji je bilo pravzaprav gibanje mladih v zvezi s podnebno krizo. Ne. Tja je tako prišel resen delež na primer dijaške in študentske populacije. Ne. Par let nazaj, ko so mladinski okoljski aktivisti bili zmožni pripeljati na Ljubljanske ulice recimo več tisoč ljudi. Ne. Ampak tudi zdajle po evropskih volitvah sem zasledil neko analizo, da so v Nemčiji 5 let nazaj tisti najmlajši imetniki volilne pravice, ki se tam začne že 16 letom, izrazito množično volili zelene, tokrat pa alternativo za Nemčijo. Tako da danes je neofašizem bistveno uspešnejši in odmevnejši kot pa različne progresivne politike. S tem imamo upravka in tu je dobro, da se ne slepomišimo in si nalijemo čistega vina. To je naša realnost. Mila, kakšno okolje pa v bistvu vaša zasedba padla, čisto med študenti? Mislim, kakšni odzivi so bili mogoče od drugih študentov? Ne vem, se jim je zdelo, da je kar nekaj to, kar počnete. Je bilo tudi v bistvu kaj zelo nasprotnih stališč, sovražnih? Imaš občutek, da ste nagovorili tudi, ne vem, druge študente, da ker hkrati in koliko problem je bil za vas pravzaprav artikulirati torej politiko, ki bi morala obstajati, če temu rečemo progresivna leva ali kakorkoli niti ne, humana, človeška, ob tem manku te govorice politične, ravno na ravni pravzaprav tistih odgovornih, ki so na pozicijah moči. Ja. V bistvu je bilo to zelo težko. Se mi zdi, da to je v bistvu najtežji del te zasedbe bil, kako to sporočiti na političen, progresiven, lev, radikalen, kakršenkoli bi to rekli, način. To so vsi vzeli zelo humanitarno. Vsi so bili tako, to je neka humanitarna kriza, cool. In tudi zaradi tega mislim, da večina ljudi, s katerimi sem se pogovarjala, študenti na naši fakulteti in na drugih, so rekli, da nas podpirajo in se jim to zdi fajn, kar delamo. Ampak večina mislim, da tega nažalost ni dojela kot nek političen, neko politično akcijo, ampak bolj humanitarno. Istočasno pa imeli smo nekaj negativnih odzivov, bolj
ja, seveda na družbenih omrežjih od desnice. En dan pa vem, da je prišel en s slovensko zastavo. In je tam bil okoli slovensko zastavo in je rekel, kaj vi tukaj delate, to se vas ne tiče. Istočasno smo pa pol šli malo med naše razrede po fakulteti. Smo v bistvu naredili kot neko anketo, da vidimo malo, kdo nas podpira. In moram reči, da to smo bili pa pozitivno presenečeni, ker nas v bistvu so nas podpirali vsi, ali pa se niso opredelili. Se pravi, noben ni bil izrecno proti, celo ta struja, ki je ponovadi opozicije, naprimer na študentskih volitvah, je rekla, da nas podpira v tem primeru. No? Tako da, ja. Zdaj, kar ste vi in kar si omenila tudi Stephanie Westbrook, ona v bistvu dela tudi na kampanji za akademski in kulturni bojkot, kjer je v bistvu govora ravno o tem, da univerze v Izraelu so vse žal povezane tudi z izraelsko obrambno industrijo, z izraelsko obrambno politiko, z ustvarjanjem v bistvu politik, ki jih Izrael izvaja na okupiranih območjih, apartheidskih politik, ki tudi jih izvaja na svojem območju zoper palestinsko prebivalstvo. In akademski bojkot je nekaj, kjer pravzaprav se zdi tudi med profesori, raziskovalci, akademiki, ki so zelo naklonjeni, oziroma nimajo težav obsoditi genocida, pa vendar pride potem do pomisleka, ampak a ni akademija, a niso raziskave pa pravzaprav tisti prostor, kjer pa gradimo skupne mostove, tudi univerza, mislim, da je uporabila neko to dikcijo. In tukaj je, se zdi zelo težko oblikovati v bistvu jasno sporočilo, ki dosti hitro sporoči, da tukaj gre v bistvu za bojkot institucij in da enostavno ni možno delati nekih kompromisov, zaradi tega, ker so tako zelo del izraelskega sistema kolonizacije in apartheida. Koliko težko je to za vas bilo? Ker v bistvu ta odziv univerze, da oni so apolitičen, je pravzaprav posvojil v celoti na nek način tudi politično govorico, da oni se ne morejo opredeljevati, zaradi tega, ker to je nekaj, kar bodo sodišča povedala, gre za genocid ali ne. Pozabili pa so v resnici prebrati izjave, opozorila akademikov, mednarodnopravnih strokovnjakov, raziskovalcev genocida v zgodovini, ki so vsi govorili, da to, kar se dogaja, izpolnjuje znake genocida. Skratka, zavrnili so glasove znanstvenikov, raziskovalcev, akademikov in zavzeli pravzaprav politično pozicijo, to je stvar sodišč, mi se do tega ne bomo opredeljevali, to smo videli strani univerze. Tako da, ja, kako v bistvu se soočati z pozivi k akademskemu bojkotu, k kulturnemu bojkotu, ki pravzaprav se zdi, da ja, ostro poseže v to neko idejo, da ima vse skupaj ustvariti nek dogovor, neko sodelovanje, saj se da. V bistvu, tako kot si že povedala, to je vse toliko povezan. Spravi, kjerakoli univerza je, tudi če je tam nek akademik, je toliko povezana z apartheidsko politiko, ki izvaja genocid, da enostavno, če nekdo tega ne razume in hoče to prepustiti drugim, že s tem izbere to stran, da ga to ne zanima in se to njega ne tiče. Ti profesori, ki so prišli nekateri tudi k nam na zasedbo, pa so rekli, sem tja, ta akademski bojkot, jaz sodelujem s ful fajn profesorjem iz Izraela, ampak sej ta profesor ve, da sodeluje pri taki politiki. Tako da mislim, da kdor hoče razumeti in to jemlje kot politično, bo razumel tudi ta del akademskega bojkota, kdor ne, pa bo imel tak apolitičen odgovor. Jaz sem imel na tej točki določene zadržke. Zdaj, v akademskem svetu imaš lahko nekako dva tipa sodelovanj. Eno je sodelovanje med dvema posameznikoma, recimo, ki gresta skupaj napisati en članek in ga objavita. Drugo je pa sodelovanje med dvema institucijama. Ne more se pa zgoditi, da bo na eni strani
podpisnik pogodbe institucija, na drugi strani pa posameznik. Te prakse ni. Ne? To je prva stvar. Druga stvar, če hoče človek kaj raziskovalnega in tako naprej delati, potem je tako rekoč nujno, da ima neko akademsko službo, ker sicer se izjemno težko resno ukvarjaš s stvarmi, če moraš hkrati seveda hoditi na nek drug šiht, zato da pač dobiš denar za življenje. In to pomeni, da v Izraelu pač obstajajo tudi posamezni profesori, ki so kritični do apartheida, ki tudi mogoče ga poskušajo, ga zavračajo na ta način, da v svoje lokalne projekte vključujejo tudi palestinske sodelavce ali pa palestinske recimo, ne vem, raziskovalce in podobno. Hkrati pa zaradi pač narave poklica, ki je visoko profesionaliziran, hočeš nočeš, so zaposleni na neki akademski instituciji, ki pa je ena od državnih institucij in vse te državne institucije so seveda vpete v sistem apartheida na zasedenih palestinskih ozemljih in določeni njihovi segmenti tudi tesno sodelujejo z vojaško industrijo oziroma z vojsko. Tako da zdaj, če pač tisti, ki so zagovarjali popoln akademski bojkot, so s tem zagovarjali tudi to, da se v ta bojkot vključi tudi tiste izraelske profesorje, ki so ne samo v svojih stališčih, ampak tudi v svojih dejanjih kritični do apartheida. No in s tem, da se vse meče v isti koš, sem pa jaz imel težave in sem tudi ob nekaj priložnostih takrat povedal svoje mnenje, da bi bilo pametno to stališče nekoliko mild, kar sicer lahko začne že izgledati kot neke vrste, ne vem, kolektivno kaznovanje, da ne rečem, da se mogoče celo približa antisemitizmu. Izraelska družba je raznolika, znotraj Izraela imate vse sorte ideoloških pozicij, je versko raznolika, ideološko raznolika, politično raznolika, tam imate množične proteste proti temu, kar vlada v njihovem imenu počne v Gazi in na zasedenih ozemljih, imate izraelske aktiviste, ki pomagajo Palestincem s čisto praktično pomočjo, imate mirovno gibanje, žal ti krogi ne predstavljajo družbene večine, ampak jaz mislim, da iz načelnih razlogov ne bi bilo prav, da se tudi te kroge zajame v kolektivno kaznovanje vseh, ki pač, ne vem, tako rekoč imajo izraelsko državljanstvo oziroma so zaposleni na izraelskih institucijah. Ja, jaz bi dodala, da se s tem strinjam. Se spomnim, mislim, da je bil prav rektor tam na javni tribuni, ki je rekel, da imajo neko izmenjavo, ki poteka tako, da en izraelski profesor pripelje vsako leto na Islandijo na izmenjavo enega palestinskega učenca in ga tako reši iz enklave. A boste vi to prepovedali? Ne, seveda ne bomo rekli, da tega ne sme delati. Ne? Tako da mislim, da je še vsem tukaj tudi od primera do primera, ker to strojno fakulteto, to pa je nekaj, kar je treba prekiniti. Ja, to mislim, da je bil glih to sodelovanje s pedagoško fakulteto, kjer je pa šlo tudi za tehnikon, ne? Sodelovanje in zanimivo je, da ta profesor je arhitekt, ki ima sicer tudi svoje arhitekturno podjetje, je pa temu v bistvu pozivu, če jaz prav razumem, pak bi palestinskem zelo jasno, ne, za razliko od južnoafriškega proti apartheidu, da ne grejo na posameznike, ne, se koncentrirajo v bistvu na institucijo. Je pa tukaj potem vprašanje, v bistvu, na kakšen način se lahko posamezni raziskovalec iz Izraela ogradi, ne, od te institucije, da izpolni pravzaprav te zahteve oziroma da je zelo jasen pri svoji kritiki in da ne gre tukaj za sodelovanje v bistvu z institucijo, ki je izraelska državna oziroma del izraelske državnega sistema. Tako da tukaj se mi zdi, da je tudi veliko večja
na nek način tudi občutljivost, ne, ravno zaradi teh obtožb antisemitizma, ker to je meni tudi recimo bilo zanimivo, da so v Nemčiji oziroma na Inštitutu za kriminologijo ob eni okrogli mizi, ne, so rekli, da bojkot je nekaj, na kar sploh noče v Nemčiji pomisliti, ker je prehitro povezan pravzaprav z bojkotom, ne, judovskih trgovin. Ampak se zdi, da tukaj pravzaprav gre za tako namerno neslišanje tega, na kar pravzaprav, k čemur pravzaprav pozivajo, ne. Da tukaj ne gre pravzaprav za posameznike, ampak gre za državne institucije, ker se daje enostavno preveč denarja, pride oziroma se ga lahko generira ravno zaradi okupacije tudi, ali zaradi, ne vem, ne, izdelovanja orožij, ki je potem preizkušeno na terenu, kar pomeni v bistvu na palestinskih ozemljih, ali gre tukaj v bistvu za neke raziskave, ki se jih dela z, ne vem, sredstvi, naravnimi viri, konec koncev prihajajo tudi iz okupiranih palestinskih ozemelj. Tako da je za vas pomembno v bistvu tudi to vprašanje izmenjav palestinskega študentstva, koliko daleč smo tukaj se kam prestavili ali niti ne, se to lahko zgodi že v naslednjem letu, vidite tukaj tudi, da se pravzaprav poskuša preusmeriti pozornost, pa tudi zelo dobrodošla vprašanja z publike. Se pravi, čeprav razumem, da bi sem prišli. Okay. Ja, v bistvu prej, ne, smo vedeli, da je to bolj kot ne nemogoče, ker Palestina ni bila priznana kot država. Se pravi, če jaz prav vem, lahko me popravi kdo, če ve drugače, da če država ni priznana, tudi diploma te države ne prizna univerza tukaj. To sem slišala, da je bil nek primer, ki je bil aktualen pri nas. Zdaj, ko je to tako, verjetno bi kdo več lahko prišel, sigurno pa ne bi bilo to tako, kot je bilo takrat za Ukrajino narejeno. Tako da upamo, da bo kaj vseeno in da univerza ne bo to predala samo na ministrstvo, ampak bo tam še naprej pritiskala na njih. Zdaj, ko govorimo o tem, da bi posamezniki prišli preko šengenske meje, od nekje druge, iz neke tretje države, mora seveda od zadaj biti zagotovo nek medvladni sporazum, ki to omogoča, ki jim sploh daje neke določene pravice, nek določen status, ker ne gre samo za to, da pač človek pride sem, gre tudi za vprašanje, ali lahko pri nas recimo brezplačno študira, ali lahko deležen pravic iz študentskega statusa, teh socialnih pravic, ali lahko kandidira tako kot slovenski ali pa evropski študenti recimo za sobo v študentskem domu in tako naprej in tako naprej. Vse to so pač neka statusna vprašanja, ki morajo najprej imeti podlago v meddržavnih sporazumih. In mi vemo, da znotraj Evropske unije pač velja avtomatizem, se pravi, mi vsi smo državljani Evropske unije in imamo enake pravice, sicer pri nacionalnih posebnostih birokracije se potem zadeve zapletejo, pa dobro, z državami nekdanje Jugoslavije imamo tudi posebne medvladne sporazume in zaradi teh sporazumov je potem dosti enostavno, so ti postopki, kako lahko ljudje od tam pridejo k nam študirati. Tako da to, kar ste Mila rekli, priznanje države je neka pomembna osnova, to dejansko drži. Namreč, kdo bo podpisal sporazum z vlado Republike Slovenije, ki bo tem palestinskim študentom sploh dajal neke določene pravice in nek status? Kdo bo to? A bo to Jordanija? Verjetno ne. A bo Izrael? Ja, najbrž ne, če jih drži v bistvu v tako rekoč taborišču. Se pravi, meddržavno priznanje je osnova za to, da se potem sklene meddržavne sporazume in da neki programi stečajo. Mogoče še tole, ko je bila Slovenija še del Jugoslavije, Jugoslavija pa ena od nosilk gibanja neuvrščenih, so v okviru tega gibanja obstajali medvladni sporazumi, na podlagi katerih je tudi v Ljubljano prišlo relativno veliko arabskih študentov, tudi palestinskih študentov. In so tu potem imeli vse pravice, tako kot naši študentje. Še več, ko so diplomirali, so se lahko vključili na naš trg dela, se tu zaposlili.
nastale so mešane partnerske zveze, zakonske zveze in tako naprej. In iz tistega časa imamo v Sloveniji kar nekaj, bom rekel, mešanih arabsko-slovenskih družin. Še več, arabski študenti so bili tudi prvi, ki so Ljubljančani naučili jesti ribe. Ne. Pred tem v Ljubljani ni bilo nobene ponudbe sredozemske hrane. Ne. Ljubljančani niso štekali tega koncepta, ne. Ribe pa paradižnik pa to. Ne. Šele arabski študentje, ki jih je bila neka kritična masa, so začeli povpraševati, ne, recimo po ribjih obrokih, in takrat je šele prišla ta mediteranska kulinarika prvič v ljubljanske gostilne, pa tudi te neke menze s hitro prehrano, ne. Recimo file ribe, ne, s kruhom pa tako. Ne. Tako da zanimivo, ne, so bili drugačni časi, ampak veliko večja odprtost v tisti konec sveta kot pa danes. Danes je za tuje študente iz Azije in Afrike v bistvu zelo zapleteno priti sem, ker se jih dojema kot potencialne pravzaprav kvazi študente, se pravi v bistvu ilegalne migrante, ki bi se radi prek fiktivnega študentskega statusa prešlepali čez vrata šengenske trdnjave. V povojnem obdobju, tam v 60-ih, 70-ih, tudi 80-ih, je bila slovenska družba veliko bolj odprta za arabske študente, tudi palestinske. Ampak osnova so pa seveda, bom rekel, strateške usmeritve države, se pravi to, s katerimi drugimi državami je vlada sploh pripravljena sklepati sporazume, ki potem posameznikom olajšajo neke individualne poti in statuse. Kakšno vprašanje mogoče? Kar pogumno, bomo jih zelo veseli. Lahko tudi komentar, kritika. Ja. Zanima me, ali je bil kakršenkoli razmislek ob sedmi fakultete o globalnem povezovanju študentskih protestov in ali je se karkoli od tega realizirati. In drugo, ali obstaja kakršenkoli razmislek o povezovanju teh propalestinskih civilnih gibanj v Sloveniji za nek skupen nastop in za neke skupne zahteve, zelo konkretne, ki bi se naslovile na vlado za neke konkretne ukrepe, tako na nivoju Evropske unije, kot na recimo nivoju Združenih narodov, ki bi lahko sprožili neko debato o ukrepih, ki bi lahko pripeljali do nekih radikalnih sprememb v pogledu politike do razmer v Palestini in bi mogoče lahko obrnili potek dogajanja. Jaz lahko odgovorim na prvi del vprašanja, sicer povezovanje z drugimi študenti po svetu. Povezovali smo se že med samo zasedbo študenti Zahodnega brega, študenti iz Nizozemske, iz Italije, Srbije, Hrvaške. Mislim, da je to. Drugače pa še zdaj tudi po zasedbi imamo vsaj enkrat na teden ali enkrat na 2 tedna še vedno nek Zoom klic z drugimi študenti. Takrat, ko smo mi zasedali, so oni nam dajali nasvete, potem malo, da so moralo dvigne to tudi, da vidiš, kako so tudi drugi na drugih univerzah. Zdaj pa smo mi tisti, ki njim dvigujemo moralo in pomagamo in povemo, kaj smo mi izvedeli, na kakšen način. Ideja o nekem globalnem protestu, recimo 40-urnem protestu po celem svetu naenkrat. Ne, ampak je pa dobra ideja, tako da mogoče je pa lahko to. Ker nekdo od vas je omenil, da je problem množičnosti. In
verjetno je treba politiki pokazati, in jaz mislim, da ta množična ogorčenost nad dogajanjem obstaja. Samo vprašanje je načina, kako mobilizirati to množico in kako v bistvu prezentirati obstoj te množičnosti. Ja, se strinjam. Ne vem, to je v bistvu nekaj, s čemer se mi vedno spopadamo, kako dobiti množico, kako zmobilizirati ljudi. To je že prej rekel profesor Kovačič, da je to desnica znane in je nekaj, kar nam ne gre in se s tem zdaj borimo in poskušamo na različne načine. Ta zasedba je bila v resnici kar dobra v tem, kar je naredila. Smo dobili veliko novih ljudi, ki so se zmobilizirali in politizirali na ta način, ampak da bi bilo pa na toliko velik in toliko množičen način, zato pa trenutno še nimamo niti kapacitet, niti trenutno znanja, po moje, oziroma bi se mogli pol povezati tudi bolj medgeneracijsko, da bi nam to uspelo. Da jaz mogoče bi samo takoj predam v bistvu z vprašanjem nadaljnim tega. Zdaj zanimivo je, jaz mislim, da obstajajo globalni dnevi akcije za Palestino, večinoma potekajo pravzaprav, kakor se jaz spomnim, ob sobotah, tudi zaradi tega, ker mislim, da so v Angliji te protesti v bistvu potekajo vsako soboto in potem se vsake toliko časa pride Global Day of Action. Pred časom so tudi v bistvu pozvali aktivisti na to, da en dan v bistvu kot stavkamo, kar je za njih pomenil tudi, mislim, ali da ne greš na delo, da ne delaš, ali pa tudi enostavno, da se odločiš, da ne greš v trgovine, da ne dviguješ denarja, skratka, da se ne probaš izolirati kapitalističnega sistema oziroma sistema imperialnih na nek način sil, kot obstaja. Kakor sem jaz zaznala, je tukaj pravzaprav oziroma malo medijskega poročanja po eni strani o tem, predvsem pa potem tudi neke ocene, kaj se je s tem doseglo. Jaz mislim, da je zelo veliko ignorance v Sloveniji, jaz mislim, da do zdaj najširša taka zahteva se je oblikovala oziroma najširša mreža različnih organizacij v primeru te ladje Borkum, ki je v bistvu prišla potem, ko so iz španske oblasti zavrnile, da bi lahko se ustavila v španskem pristanišču, ker je obstajal sum, da tovori tudi orožje oziroma vojaško opremo, ki gre v Izrael. Zdaj ali direktno oziroma sam s pretovorom ali pa prek ene od evropskih držav. Takrat je v bistvu zelo veliko, mislim, da preko 30 ali pa 40 organizacij se zraven podpisali, dalo poziv k temu, da ali se zavrne ali se izvede nek nadzor tovora, kar je bilo popolnoma zignorirano oziroma pač ni bilo odziva in tukaj mogoče tudi vprašanje naprej, kaj čist v bistvu tudi na nek način iz sindikalnih izkušenj, ki jih imaš, Gorazd, se ti zdi, da je smiselna strategija povezovanja, ker jaz imam tudi zelo podoben občutek, da je množična ogorčenost, ampak ne vem, kje je. Tako. Jaz sem hotel se odzvati takole pravzaprav na tisto vaše vprašanje. Kadar ne moreš pripeljati na ulice, ne vem, velikanskih množic ljudi, je alternativa lahko v tem, da si inventiven. Ne? Se pravi, da si zamisliš serijo performansov, ki so dovolj odštekani, predstavljajo dovolj radikalno gesto, da s tem opozoriš na nek problem in te potem resno jemljajo. Dal bi primer, in sicer gibanje, ki je organiziralo petkove proteste v času prejšnje vlade. Koliko je bilo teh petkov, Kristina? 105 ali kako, ne? Nekaj takega, več kot 100. Nekateri od teh petkov so bili res množični, je šlo za 5-mestno številko protestnikov, kar je za slovenske razmere zelo veliko. Veliko teh petkov je imelo pa recimo par 100 udeležencev, ne? Če je bilo slabo vreme, celo še manj. Ampak tisto, kar je temu gibanju dajalo težo, je bilo to,
da se je bilo zmožno izmisliti vsak petek nek nov program, novo ikonografijo, novo poanto, nov način kritiziranja oblasti, da je tudi pritegnilo vsakič druge nastopajoče, skratka pokazalo je neko širino, domiselnost in zmožnost za vztrajanje. In zato je zadeva v očeh širše javnosti imela težo. Tako da se tudi drugače, ampak to zahteva potem neko kreativnost, pa neko zelo dobro organizirano in predano jedro aktivistov. Še kakšno vprašanje, mogoče komentar? Jaz bi najprej zelo pohvalil študente, ki so se zbudili v bistvu tudi najbolj vidno in najbolj glasno in najbolj tako v enem času najbolj konstantno na to razkali in mislim, da je bil tudi zaradi tega je bil tudi učink, ker je bil na koncu vsaj to, da se je mislim, da je bilo, ker je bilo bolj vidno v medijih in nekako tudi en tak pritisk na to našo anemično vlado. Potem v bistvu se strinjam s tem, kar ste rekli, da v bistvu da se ne sme nekako za eno kolektivno obtožbo nekako vse kaznovati. Čeprav mislim pa tudi, da se ne sme pustiti, da je to izgovor, ker so v bistvu toliko so grozne, da zdaj neki, ko se reče akademske finoče, neki pa to pa bomo mečkam pazljivi, pa vse to se da, vse se more paziti na tem, ampak ne sme pa to nekako ostavlja. Res to je grozljivo, to je proti vsej človečnosti, da to ni pač ni nekako zmeni vizor. Bi pa v bistvu gre to, da je pač na FDV tudi predvsej so pač mednarodni odnosi, pa te politologija, pa to pa me zanima, a bi mogoče lahko, ker pač naša zunanja politika je pač bila napram ostalim državam, je bila pač, saj tako se je videli malo bolj kritična, ampak je to res zelo nizko, ampak a bi lahko nekako skupaj s to stroko mednarodne odnose, da mogoče nekaj predlagali te naši zunanji politiki in da bi pač oni to malo plasirali. Spomnim se v bistvu, ko je v bistvu celo ta predsednik Nove Slovenije Matej Tonin predlagal te mednarodne modre čelade, kar se mi zdi pač v sedanjem situaciji bi bilo v redu. On sicer, mislim, da to zelo naivno, ker to on misli, da bo Izrael pustil, ker nikakor ne bo, ampak da ne kakšne take, da bi oblikovali skupaj kakšne pobude, jih plasirali v javnost, usilili naši zunanji ministrstvo in da bi se to kakšne take sveže ideje za rešitev, ker zdaj to pač, vsi smo za rešitev dveh držav in to lahko še eno leto traja to, da teh boj. Tako da, pleno, če upam, da mogoče kaj lahko. Jaz bom odgovoril tako, čist realistično. Kot prvo, recimo, modre čelade. A ne bi bilo najbolj logično to, da bi že takoj po 7. oktobru Gazo zasedel Egipt. Egipt bi noter moral poslati vojsko, kar pomeni, da bi ta vojska zaščitila civiliste, razorožila bi Hamas in Izrael ne bi mogel tvegati vojaškega spopada z egiptovsko vojsko. Ampak tu se tudi arabske države sprenevedajo in izogibajo prevzemanju odgovornosti. Problem Egipta čisto konkretno je v tem, da ima zaradi neoliberalnih politik zavoženo ekonomijo, da je tretjina prebivalcev Egipta dobesedno sestradanih, ne samo revnih, in da se pač egiptovske oblasti bojijo, da bi se nakopale še nekaj milijonov lačnih ust. Palestincev, ki bi potem iz Gaze skozi to mejo pač šli v Egipt, v egiptovska mesta in tam poskušali nekako malo bolje životariti, kot se to da v Gazi. Če ne bi bile arabske vlade korumpirane in sprenevedave, potem bi bilo marsikaj drugače s položajem Palestincev. To bi bil moj prvi razmislek. Moj drugi razmislek je pa tale.
dogaja se genocid, se pravi najhujši možni zločin, kar jih človeštvo pozna. In ta zločin seveda bi zahteval ustrezno ostre sankcije. Ampak Izrael tega ne počne sam. Izrael je v bistvu proxy država, Izrael je vojaška izpostava ameriškega imperializma v regiji. Izraelu bi že zdavnaj zmanjkalo orožja, glede na to, koliko 1000 ton bomb je zmetal na Gazo, če ga ne bi Združene države, pa tudi, kot kaže Nemčija in še kdo, sproti zalagale s strelivom, z raketami, granatami, patroni in tako naprej. Se pravi, tu mi nimamo zgolj Netanjahujeve vlade, ki je neposredno odgovorna za genocid, ampak imamo sostorilce. In zdaj, lejte, če je nekdo soudeležen v genocidu kot najhujšem možnem zločinu, a ni najbolj logično to, da se tudi njega podvrže sankcijam. Se pravi, a veste, to naše slovensko priznanje Palestine sploh ni zadosten korak. Prava poteza bi bila pravzaprav uvesti sankcije zoper ZDA, gospodarske sankcije. Ne? In ko to govorim na načelni ravni, je zadeva seveda logična. Če bi pa tule sedeli predstavniki gospodarske zbornice Slovenije, bi pa seveda izbruhnil vulkan real politike in interesov in konformizma in približno tam smo. Ne? In to je tudi problem pravzaprav vlad arabskih držav. Tako da zadeva je pravzaprav bistveno bolj umazana kot zgolj to, da bi šlo, ne vem, za napačen odnos zahodnih držav do izraelske vlade. Zadeva je bistveno hujša. Mislim, če bi bili načelni, potem bi morali pač sooblikovati koalicijo evropskih in azijskih držav in upeljati neke tarčne in postopno stopnjevane sankcije proti tistim, ki so soodgovorni za take genocid. To je edino logično, edino konsistentno, edino pač, ne vem, moralno sprejemljivo. Vse ostalo je pa pač larifari, ne. Jaz bi pa dodala še za ta del za profesorje, ne, če bi dali kakšen predlog vladi. V bistvu imamo med temi profesorji podporo, ampak večina profesorjev z politologije in mednarodnih odnosov se v bistvu ni hotela opredeliti glede tega in je bila tudi proti. Tako da smo imeli večjo podporo strani kulturologov, novinarjev, tako da nažalost mislim, da se to ne bi moglo zgoditi. Mogoče sam še dodam malo. Kolega Boris Vasov je pred časom že napisal en članek tudi v zvezi z na nek način zunanjo politiko Slovenije in je imel tudi sogovornike in sogovornice strani profesorjev z Fakultete za družbene vede. In tisti članek je v resnici zelo depresiven, pa zelo poveden, ko pride do v bistvu iskanja nekih alternativnih, mogoče tudi bolj pogumnih, hrbteničnih politik, ki bi jih lahko Slovenija izvajala. Uradno stališče trenutno zunanjega ministrstva je, da Slovenija praviloma ne uvaja sankcij sama, da sledi pri tem Združenim narodom in Evropski uniji oziroma izvaja njihove sankcije. Jaz mislim tudi, tako me zanima tudi v bistvu vajino stališče, ravno glede tega, kar je bilo mogoče tudi malo omenjeno, skratka ustvarjanje prostora, kjer bi se lahko govorili o možnostih alternativnih politik, ne, spominjali na gibanje neuvrščenih. Kolega iz Filozofske fakultete Žiga Smolič v bistvu raziskuje tudi ravno to sodelovanje, ne, palestinskih študentov je bilo največ. In takrat jaz mislim, da niso obstajali sporazumi s palestinsko upravo, države še ni bilo, ker je tudi Jugoslavija pol šele, mislim, da leta 1988 priznala. Kot tukaj se mi zdi, da je lahko ogromen nekega navdiha na nek način, kaj vse je možno, koliko je možno v bistvu nekih sodelovanj, podpore, ko pride v bistvu do zdravstvenih teh zagotavljanja, torej zdravstvene pomoči. Trenutno je strani Human Rights Watcha organizacije prišel tudi poziv zaradi katastrofalnega stanja v egiptovskih bolnicah. Francija je v nekem momentu poslala na obale Egipta svojo ladjo, kjer so izvajali zdravstvene storitve.
ampak mislim, da se je ta ladja tudi že umaknila oziroma tudi, če tam je, ni zadost. In vprašanje je tudi v bistvu, ali lahko, ne, tudi če ne bodo iz Gaze pritegnili, mislim, oziroma evakuirali ljudi, ali lahko se v bistvu podpre ali pa ponudi v bistvu neko podporo ljudem, ki že so, oziroma žrtvam izraelskih napadov iz Gaze, ki so trenutno v Egiptu in ne prejemajo zadostne zdravstvene oskrbe. Jaz tudi mislim, da ne, torej gibanje neuvrščenih, še ena zgodba je, se mi zdi fantastična. Mislim, da leta 1947 se je v Jugoslaviji gradilo del železnice Šamac-Sarajevo in takrat so med prostovoljci mednarodnih brigad bili prisotni tudi Palestinke in Palestinci in so pomagali graditi to železnico, jo zgraditi. Potem so se vrnili v bistvu nazaj v Palestino, kar je pomenilo, da so se vrnili praktično v začetek Nakbe, ne, izgona in etničnega čiščenja 750 000 Palestink iz Palestincev iz Palestine oziroma z njihovih domov. To zgodbo v bistvu je zajeta tudi v deloma, no, oziroma je podlaga za dokumentarc neke avtorke, mislim, da je zdaj del razstave, ki je trenutno v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova. Tako da teh sodelovanj je bilo ogromen. Meni v zadnjem času tako zelo navdihujoče je bil tudi pogovor, ki je sicer potekal v nečem drugem, ampak profesor Rajko Muršič je rekel, ne, da edina pravzaprav na nek način radikalna pozicija je zahteva po demilitarizaciji naših družb. Jaz mislim, da glede na to, kar gledamo, mogoče tudi po demilitarizaciji Izraela, ne glede na to, kako ne mogoče se to danes zdi. Zdi se mi pa, in to se dotakne tudi nečesa, kar mogoče se direktno nismo dotaknili, ampak si pa tudi že omenil, ne, torej tišine strani pravnikov, odvetnikov. V Sloveniji vsekakor bi se lahko vlagali pravzaprav ovadbe, predloge za kazenski pregon tudi ljudi oziroma politikov, ameriških, konec koncev kongresnikov, ki so glasovali za podporo pomoči Izraelu, kljub temu, da je takrat so že bile odločitve meddržavnega sodišča na podlagi univerzalne jurisdikcije. Nič od tega ne vidimo. Ne vidimo v bistvu neke progresivne drže tukaj in to je na nek način frustrirajoče. Je pa se mi zdi zanimiv glas, ki je dosti močan in kritičen profesorja mednarodnega prava, nekdanjega predsednika profesorja dr. Danila Türka. In me zanima, mislim, a je ta prostor, ga imamo ali ga moramo ustvariti, torej da bi se govorili ravno o tem, kaj na nek način bi politika države, ki izhaja iz dediščine gibanja neuvrščenih, lahko bila, pa ni. Zdaj v Sloveniji prav gotovo imamo dovolj pameti in inventivnosti in znanja, da bi lahko sodelovali tako pri, ne vem, recimo sodnih postopkih proti tistim, ki so odgovorni za dogajanje v Gazi in širše, kot tudi pri različnih inventivnih, ne vem, akcijah, oblikah sankcij in tako naprej. Ampak seveda vse to mora biti na koncu pa uradna državna politika, ne? Zatem morajo stati državne institucije, ne more, ne vem, Danilo Türk kot posameznik recimo pristopiti k tožbi večjih držav proti Izraelu zaradi genocida. To lahko stori samo vlada kot taka. Ampak kje je problem? Temeljni problem Slovenije je v tem, da nima zunanje politike. Ne? Mi smo se osamosvojili 33 let nazaj, zato da bi lahko sami odločali o sebi in tako naprej, ne? Ampak v vsem tem času nikoli nismo razvili nobene avtonomne in proaktivne in kreativne zunanje politike, razen v odnosu do Hrvaške. To je bila politika špikanja, ki pa tudi ni dala nobenih rezultatov. Ne? V odnosu do Hrvaške imamo pač glavni cilj je rešiti mejno vprašanje, tako kot se nam zdi, da bi moralo biti, in tega rezultata ni. Ne?
tudi pri drugih sporih na gospodarskem področju, ne vem, nuklearka, NLB, po tretjini stoletja pravzaprav se nismo premaknili nikamor. Skratka, edino področje, kjer je slovenska zunanja politika aktivna in ni zgolj sledilka politikam, ki jih oblikujejo meddržavne asociacije, katerih del smo, se pravi politikam, ki jih oblikujejo močne države, kot so ZDA ali pa Nemčija. Se pravi, na tem edinem področju rezultatov ni. Povsod drugot imamo mi responsivno zunanjo politiko. Skratka, odpovedali smo se enemu temeljnih elementov in razlogov za suverenost, ker si pač ne upamo, ker ne vemo, kaj bi s svojo državo, ker nismo samozavestni in ker se v bistvu obnašamo kot vazali gospodarjev. In če nimaš samostojne zunanje politike, potem tudi ne moreš imeti niti kreativne zunanje politike. To je naš temeljni problem. Mogoče je bilo ravno tole priznanje Palestine, ki ga je civilna družba izsilila, ne? Prvi samostojen akt zunanje politike Slovenije, ki je šel proti pričakovanjem naših gospodarskih in zunanje političnih gospodarjev, to sta ZDA in Nemčija. Prvi v 33 letih, če izvzamemo tiste bodice do Hrvaške. Ne? A bo temu potem zdaj kaj sledilo, še kakšne dodatne aktivnosti, ne, v regiji oziroma do tega izraelsko-palestinskega konflikta, to pa ne vem. Ampak če je ta osnovni korak morala civilna družba izsiliti, tako da je dobesedno zvijala roke predsedniku vlade, se bojim, da tam niso zelo talentirani za kakšne nadaljne kreativne korake. Mila, mogoče zate, razmišljate študenti o nadaljnih zahtevah, kaj bi z vaše perspektive v bistvu bile te zahteve, kje se vam zdi, da še želite videti neke ukrepe strani vlade, ne samo univerze mogoče? Iskreno o tem zdaj še trenutno nismo razmišljali. Se je malo ostalo med poletjem, ampak bi rekla za to prej, ne, za to civilno družbo, kako to uspe spremeniti, kakšne stvari in dosežiti. Bi rekla, da je v bistvu edina rešitev, ker vidimo, da je to vse sistemski problem, ker se dogaja lih to politično organiziranje in organiziranje ljudi in civilna družba, ta, ki lahko pripelje do teh nekih sprememb, da se drugače ne bodo zgodile. Jaz mislim tako, no, civilna družba so vendarle ljudje, ki to počnejo v prostem času
In lahko so domiselni, lahko so kreativni, ampak ne moramo pa od njih pričakovati tolikšne energije in tolikšnega vztrajanja, da bojo opravili vse tisto, za kar mi sicer imamo državni aparat. Civilna družba pač ne more nadomestiti tega, kar zmore in kar mora početi država v smislu političnih odločevalcev in vojske, uradnikov in strokovnjakov, ki jih imajo plačane za to, da jim potem pač peljejo konkretno izvajanje politik. Civilna družba lahko pač pove, kaj je narobe, kaj je prav, lahko nekaj predlaga, ampak tisti kontinuiran pogon, ki je potem potreben, da se zadeve tudi izvede, to je pa temeljna odgovornost države, sprav ministrstev. Tako da ne vem, če je to pametno računati, da bo civilna družba vse naredila, politiki bojo pa samo, bom rekel, se izogibali in pleteničili. Mogoče sam še, mislim tako, kar jaz vem recimo tudi na današnjem protestu, jaz mislim, da so bile omenjene te zahteve, ki so že nekaj časa, ne, pa so na nek način dosti konkretne, torej pridružitev tožbi Južne Afriške republike zoper Izrael pred meddržavnim sodiščem. Slovenija je bila trenutno med temi 93 državami, ki so dale ven izjavo podpore Mednarodnemu kazenskemu sodišču, potem, ko je v bistvu bilo razkrito, koliko je nekega pritiska izvajal Izrael zoper tožilko prejšnjo in sedanjega tožilca, da ne bi odprli primerov zoper Netanjahuja in ostale vodje v izraelski vladi. Vsekakor zahteva še vedno ostaja embargo, predvsem zaradi tega, ker se kaže, da ne gre sam za to, da Slovenija izvaža v Izrael, ampak gre tudi za to, da Slovenija mogoče še vedno uvaža izdelke iz Izraela, kar če nič drugega pomeni v bistvu, da nek denarni tok gre v Izrael iz Slovenije direktno pravzaprav orožarskim podjetjem. Tako da to, mislim, da je nedavno tudi bila zelo jasna zahteva v bistvu na nek način podpore študentskim zahtevam, kar se tiče vzpostavitve torej nekega trajnostnega, širšega sistema za to, da bi lahko študentje iz Gaze, iz Palestine nadaljevali študij svoj tukaj v Sloveniji, kar bi vključevalo v bistvu vse to, kar je prej Gorazd omenil. Je pa tako, kar se mi zdi, da velikokrat pride do tega, da nekateri te zahteve ponavljajo večkrat in se potem zdi, ne, da so utrujeni že. Tako da lahko se to ponovi, se mi zdi, te zahteve so nekako tam zunaj, vprašanje je jih pač ponovno lansirati na nek drugačen, bolj množičen način, da bi na ta način bile bolj uspešne. Vsekakor bo pa verjetno nekaj, kar bo aktualno, tudi vprašanje sankcij, zaradi tega, ker Izrael je napovedal sankcije zoper vse države, ki so priznale Palestino. Proti Turčiji mislim, da že obravnavajo konkretne ukrepe, mislim, da je 100% obdavčitev vsega uvoza turškega, to je v odziv na njihove ukrepe, ki jih je Turčija uvedla. Tukaj imamo pa zdaj torej Španijo, Irsko, Norveško in pa Slovenijo, katerim se pa tudi v bistvu strani Izraela napovedujejo sankcije. No, tako da jaz mislim, da tudi ta vprašanja ostajajo na nek način na mizi oziroma bodo aktualna verjetno poleti ali pa jeseni. Zdaj tako. Jaz mislim, da poslovno sodelovanje z Izraelom ni vitalnega pomena za preživetje Slovenije. Tako da jaz mislim, da tukaj ne gre za to, tudi ne gre za to, da bi Slovenija z bojkotom sodelovanja z Izraelom Izrael zelo prizadela. Gre bolj za to, da v bistvu Slovenija kot članica mednarodnih združenj lahko si kot majhna država lahko privošči pozicijo enfant terrible in v bistvu zahteva
take provokativne zahteve in ne samo konkretno glede problema Gaze, če v bistvu Gaza je samo eden od globalnih problemov, ampak lahko nastopi v bistvu z nekimi radikalnimi zahtevami tudi glede reorganizacije Združenih narodov, ki v bistvu ne opravljajo svojega dela, ki se nimajo več moči v trenutni konstelaciji. In v bistvu odpirati ta vprašanja. Jaz mislim, da bi civilna družba morala pritisniti na slovensko politiko, da začne zavzemati radikalnejše stališče in začne odpirati radikalna globalna vprašanja, ki so kritična v tem trenutku. Vprašanje pa je, če smo sposobni se tako organizirati, da v bistvu lahko pritisnemo na politiko na način, da bo reagirala. Jaz mislim, da se strinjamo tukaj z vsemi temi pogledi in pobudami. Po moje pa nimamo odgovorov. No. In jaz mislim tudi, da jih je treba spet in spet izumljati. Jaz tudi ne vem sicer, koliko je ura. Ko smo? Okay. A je mogoče še kakšno zadnje nujno vprašanje, ki bi ga želeli zastaviti kdo? Če ne bi jaz v bistvu zelo lepo povabila tudi mogoče, da se še v bolj neformalni obliki pogovorimo, da se ta večer nadaljuje. Nadaljuje se sezona potem tudi z jesenjo ponovno in jaz upam, da če nič drugega mogoče lahko tukaj še naprej ustvarjamo prostor, ne samo za radikalne ideje, ampak tudi za pogum, ker jaz mislim, da pogum je tisti, ki je nujno potreben in je nujni predpogoj za to, da je kdo tudi tisti otrok, ki pove točno to, kar vidi in ne to, kar ponavljajo vsi okrog njega. Jaz mislim, da študentje so dali izjemen zgled, nas spomnili na to, kaj pomeni pogum in kako pomemben je. Tako da Mila, še enkrat vse spoštovanje, najlepša hvala, da ste izvedli, kar ste izvedli. Gorazd, najlepša hvala za podporo, za vse razmisleke, za vse delo. Hvala vam, da ste bili z nami in jaz mislim, da se nadaljuje in se veselim naslednjič. Hvala.